Da je dosti generično, da moraš nasplošno dvigovati več, da moraš imeti večje breme na sebi. To marsikdo ne ve. Ja. Okay. Ja. Da si zdaj tako vrgel fake notor, to marsikdo ne ve. Ja, ampak res je. Živa. In danes smo spet tukaj, da bomo kaj novega povedali. Fitness kultura se povečuje, vedno več fitnessov je, vedno več je fitness centrov. Včasih se mi zgodi, da se sprehajam in opazim, da so kar 3 novi fitnessi. Vedno več ljudi zahaja v fitnesse, eni pridejo zaradi moči, eni zaradi kondicije, eni zaradi poškodb, eni pridejo zaradi izgleda, drugi zaradi zdravja. In bomo danes malo predebatirali o teh zadevah, tako da z mano sta Andrej in Andrej. Tako da bom zelo vesel, če se boste predstavila, pa začnimo z Andrejem. Ta lepim. Začel. Najprej hvala za povabilo. Sem Andrej Pavličevič, 21-letni osebni trener in sem ambasador za proteini.si že približno 2 dobri leti. V mladosti sem v bistvu shujševalno šolo Stična, potem sem imel kar velike probleme z anoreksijo, hvala Bogu sem se najdel v fitnessu oziroma prej z lastno težo. Od takrat dalje pa pomagam ljudem in pa zadnje 3 leta sem naredil kar močno prezenco na socialnih omrežjih. Zdaj pa kar ta drugi Andrej. Temo Andrej. No, jaz sem precej bolj skromen v svojih podvigih. Bil sem tudi debel kot otrok, drugače pa delujem že več kot 20 let kot osebni trener. Bil sem tudi dvakratni svetovni prvak v fitnessu in Mr. Universe, državni prvak v bodybuildingu in sem ambasador za proteini.si že 4. leto, se pravi prve sezone The Biggest Loserja, katerega sem bil tudi komentator. Sedaj pa snimam podcaste z Juretom in z drugim Andrejem. Hvala, ker si se tako skromno predstavil. Tako mi je bilo tlakovano. Ok, super. Gremo zdaj po vrsti. Zdaj, ljudje pridejo v fitness. A je kaj tazga, ki rabimo prav posebej, ko gremo v fitness? A je kaj tazga, ki ne smemo imeti v fitnessu? A je ful zapleteno iti v fitness? No, meni se tega ful bojijo, pa da bi jim pomagali z nasvetom. Če lahko jaz začnem najprej, kaj mene najbolj moti v današnji kulturi, so ljudje oziroma obiskovalci fitnessa, ki nosijo japanke. Ja, tega je bilo včasih malo, a tega zdaj veliko. To je popolnoma nespoštljivo do prostora, v katerem smo. To je športni objekt in veljajo pravila pač športnega oblačenja, kar zagotovo japanke pa bosa noga pač ni. To je, jaz dam primerjavo, tako kot da bi šli na bazen v lakastih čevljih. Pač nekatere stvari se ne počnejo, kljub temu, da je mogoče to nek trend gasarjev pa link in tako naprej, ampak pač fitness je nek, bom rekel, prostor, kjer so športne oblačila pa športne obutev nek must. Okay. Čeprav jaz bi tukaj dodal, da mogoče to, da so v nogavicah, ni spet toliko slabo, ne? Mislim, načeloma daš ti svežo nogavico gor in je verjetno še bolj čista kot čevelj. Poleg tega si pa bolj stabilen pri vseh vajah, kaj delaš. Ne. To je zdaj primer. Mislim, ja, tukaj se vidi se, da naprimer Andrej ja? Andrej zelo spoštuje prostor, v katerem je, zato, ker ima posebno emocionalen naboj, ne. Ti si pa bolj freelancer, pa ti v bistvu to pomeni kot ena sprostitev. Za njega je to, prideš kaj, pa imaš misijo, za tebe pa mogoče to predstavlja kot sprostitev, pa si to vzel kot en cilj. Tako da tukaj, ko rečemo, ne, spet se vrnemo nazaj, pa pogledamo, kakšno opremo rabijo ljudje, ko pridejo na fitness. Mene, naprimer, je najbolj motil, če kdo ne imel brisače. Tudi to, ja. Spet, to je čist moja zadeva, ampak tako, kaj bi človek rabil, ko gre na fitness? Andrej? Torej, seveda neka udobno športna oblačila, športno obutev, brisača, voda oziroma flaška z nekim hidracijskim napitkom, katerega nujno potrebujemo, se pravi, hidracija je zelo, zelo pomembna med katerikoli fizično aktivnostjo, ne samo fitnessom. In pa največ, česar potrebujemo, ko stopimo v fitness, je motivacija in pa dejstvo, da moramo ego pustiti pred vrati. A bi ti še kaj zraven dodal? Jaz bi dodal glasba. Mislim, da nas lahko ful bolj požene. Mislim, da s tem, kot si rekel, Andrej, da imaš motivacijo, jo daš krat 2 lahko z dobro izbiro glasbe v fitnessu. Prideš v en vibe in potem ful lažje pocepaš, kot če si tam v tišini in pač. Ja, se strinjam. Da. Kaj pa to, koliko na teden bi pa človek mogel iti na trening? Naprimer, eden pride pa bi rekel, zdaj bom pa jaz delal mišično maso. Definitivno ni tukaj mogel.
že to, če greš enkrat, je boljš, kot če ne greš nobenkrat. Ne. Pa bo rezultat? Ja, zdaj, če rezultat je pa drugo, ne. Itak so tukaj nekaj priporočeno, kot moraš iti, ampak ni mi všeč ta beseda, kot bi mogel nekdo iti v fitness. Ok. Se pravi, koliko je priporočljivo iti na trening, da bo človek lahko imel čez en mesec, 2, 3 rezultat, da je dobil na mišični masi? To pa mislim, da ti, Andrej. Jaz bom mogoče tukaj se strinjam s tabo, ampak bom kljub vsemu šel na to, da če nekaj želimo doseči, moramo to narediti. Okay. Žal, pač recimo, če hočeš shujšati, se moraš držati nekega jedilnika in moraš biti v kaloričnem deficitu. Vem, kaj hočeš reči, brez kakršnega koli nespoštovanja, ampak nekatere stvari se pač morajo narediti, hočeš, nočeš. Ne? In obiskovanje fitnessa je nekaj, kar če človek želi doseči neke rezultate, pač to mora biti neka konsistentnost. In to je, recimo, jaz bi rekel, vsak drug dan na začetku, recimo 3 do 4 na teden, oziroma odvisno tudi seveda od pripravljenosti. Če gremo prvič v fitness, pa res pretiravamo, smo lahko cel teden v zelo hudih bolečinah in nam to omogoča, da bi lahko šli čez 2 dni spet. Tako da moramo biti pazljivi, da začnemo malo manj entuzijastično, kot smo si zamislili, preden smo stopili v fitness. Ok, pa je trening mišične mase drugačen od drugih? Tako, ne, imaš 2 posameznika, en pride rekreativno, en pa reče, jaz bi prd mišično maso. Ali je to različen trening, različen režim, ali je to enako? Jaz bom tako rekel, da ni slabega treninga, se pravi, karkoli naredimo na fitnessu je boljše kot nič. Ne? In tudi, če pridemo enkrat na teden, je boljše kot nič, kot je že Andrej rekel. Moramo pa slediti nekim recimo pravilom, Okay. Tega, da če želimo povečati mišično maso, je nujno mišico poškodovati, se pravi v narekovajih poškodovati, pride do majhnih mikropoškodb, mikroraztrganin v mišici in to poškodovano mišico moramo potem nahraniti, ne? Z raznimi gainerji, z veliko ogljikovimi hidrati, kvalitetnimi beljakovinami in tako naprej. Ne? In če ta pravila niso izpolnjena, se pravi, ali če trening ni dovolj intenziven, ali če nismo dovolj pazljivi pri prehrani, karkoli od tega odvzamemo, si precej podaljšamo pot do našega cilja. Ok, ti si verjetno kdaj že delal na masi. A je kaj specifičnega, na kaj si mogel biti pozoren, ko si šel na fitness pa rekel, ok, delam maso, kaj je tisto, kar je bilo drugače od treninga pred pol leta? Mislim, da je dosti generično, da moraš nasplošno dvigovati več, da moraš imeti večje breme na sebi. To marsikdo ne ve. Ja. Okay. Ja. Da si zdaj tako vrgel fake notor, to marsikdo ne ve. Ja, ampak res je, marsikdo tega ne ve, ne, da moraš dvigovati več, pa teže, da se telo adaptira na to, zato da bo lahko... Ja, mislim, takrat, ko dobivaš maso, pomeni, takrat je cilj, da poješ več kalorij, pomeni, bo nasplošno tvoj telo imel več energije, ki jo lahko uporabi in ko mi vzigujemo teži, ali so to lahke, ali so težke, gre potem to vse na naš živčni sistem. Ne? In potem, pač, če ti ne ješ veliko, pa ful napolno treniraš, čez čas se boš pač skuril, če ne bo regeneracija na mestu, če ne bo dovolj počitka in pa pač prehrana, ne. Ko si pa ti na bulku, pomeni, ko imaš ta presežek kalorij, ko telo vidi, jaz dobivam, a da mu zaloge, on pa vidi, ok, pač jaz veliko več kalorij kuram in potem se posledično pač tudi metabolizem pospeši, ne. Tako da ja, medtem, ko je na bulku teže teži, pa seveda več hrane. Ok, pa ful je ena stvar zanimiva. To mogoče smo vsi trije opazili, ali pa mogoče sam jaz, ampak kadar si na masi, pa kadar moraš več jesti, pa kadar moraš več trenirati, se ti da manj trenirati takrat, kadar moraš več jesti. A ni zanimivo to? Ima telo več energije, ampak bolj se nafilaš, ampak si bolj len. Bolj si polenjen takrat, ja. A ne, da je težje? Tako, ja, zato ker... Ja. Tudi tukaj je dejstvo to, da gre zelo veliko krvi, gre potem v želodec, pa v prebavila, ja. In ostane malo manj energije, pa malo manj krvi za ostale pač... Zelo lažje je shujšati, kot se rediti, oziroma na silo rediti, pa siliti telo z preveč hranili, pa z močnimi treningi. Tako je. Ja, jaz vedno pravim, da je vedno lažje bilo shujšati, oziroma se zdefinirati, kot dobiti na mišični masi. Zato, ker če želimo shujšati, pač velja pravilo samo manj jej. To je pač prva stvar, ki jo moramo narediti. Ja. Kalorični deficit ustvariti. Zdaj pa imamo presežek ustvariti. Tako, in presežek za nekoga, ki nikoli ni bil recimo podvržen nekim močnim dražljajem, je to zelo težko. Ne? Ja. Hvala Bogu imamo tukaj dodatke, ki si lahko pomagamo, da ne rabimo glih skozi jesti, da lahko izpijemo, pa da relaži čez želodec. Tako da ja, zdaj se selimo pa na kratko v fitness.
Dober dan ekipa, jaz sem začetnik v fitnessu in imam eno vprašanje za vas in sicer me zanimalo, a vi bolj priporočate, da se trenira ena mišična skupina naenkrat ali pa več? Tako razmišljam, kar smo videli, a trenirati celo telo ali celo mišico, kaj bi bilo tisto na prvi uč? Definitivno nekaj časa na začetku krožni trening, da se celotno telo da je izpostavljeno enakomernim držljajem, da ne gremo delati zdaj samo, recimo ženske samo noge, takoj iz prve in pa rit, zanemarimo pa zgornji del telesa, ker se ravno na začetku se zgodijo največji napredek in na začetku, ko stopimo v fitness, pa smo par mesecev v fitnessu, je edini čas, ko lahko hkrati dobimo mišično maso in izgubljamo maščobo. Ja, tako da je zelo pomembno, da treniramo enakomerno vse mišične sklope na začetku, da dobimo kilometrino, potem se pa že gre na split sistem treninga. Moje mnenje. A ti si fan posameznih mišičnih skupin ali sklopa? Sem mnenja, da bi se vsak začetnik mogel osredotočiti na compound vaje. Pomeni vaje, ko vključujejo več mišic. Da se jih nauči, na njih posveti največ časa, pusti biceps, pusti triceps, ker to so mišice trikrat manjše, kot naprimer hrbet. Pull-upi, sklece, dipi, take vaje, sem jaz fan že cel življenje in mislim, da potem dejansko cel ujača zaradi tega. Ja, kompleksna vaje, močno telo. Tako. Ja, zelo dober. Zdaj tako, kjera mišična skupina je pa tako, da bi rekel, ko prideš v fitness, so moški pa ženske in imajo priljubljene mišične skupine. In kjera je za moške najbolj priljubljena mišična skupina, ki najbolj trenirajo, ko si vemo, kaj je v ponedeljkih najbolj zaseden, in kaj je pri ženskah. Moški prsa, ženske noge rit. Bi še dodal pri moških roke. A ne biceps? Ne, roke ful radi trenirajo. Da se čez majčko vidi. Ja. Tako da je ful zanimivo, kako v bistvu smo si zelo podobni, ampak spet pa vprašaš nasprotni spol, kaj pa rade vidijo, pa mar si kakšna ženska reče, ta ima pa prevelike roke in pa ni toliko všeč, ali pa ne vem, da je pa preveč napihna, ampak se mi zdi, da... Pa nima riti, recimo, Naprimer, mi pa biceps treniramo, in tako, kot si rekel, za te kompleksne vaje je zelo zanimiv, si zdaj lahko pogledamo magar video poglejmo z deadlift, naprimer, video, marsikdo bi rekel, da je to za hrbet, pa potem na koncu ugotovimo, da je to zelo, zelo kompleksna vaja, kjer sodeluje več mišic. Pogledali, pokomentirali, izvolite, Andrej. Kateri Andrej zdaj? Oba dva Andreja. Jaz pa deadlift imam zanimive izkušnje iz mladosti, mislim, da sem si tukaj tudi poškodoval hrbet, tako da jaz deadlift načeloma nobeni svoji stranki ne priporočam, ker se mi zdi risk to reward ratio, pomeni, koliko lahko dobiš v zameno, koliko daš, preslab. Tako da jaz nimam nobenega posebnega mnenja tukaj, da bi dal. Andrej? Malo si mu zameril, sem videl. Meni se je zameril deadlift, sploh ne morem gledati. Zelo zanimivo, dobro, Recimo jaz bi tukaj že prvo, kar bi pri tem videu pokomentiral, je napačno to, da se uporablja pas. Recimo deadlift je ena res najbolj kompleksnih vaj, kar obstaja, in je tudi vaja, pri kateri se je dvignilo največje breme vseh časov, se pravi svetovni rekord v deadliftu je 501 kg. In verjamem, da večina začetnikov mora začeti s težo, katera ne vključuje pasu. Zato, ker če uporabljamo pas, izločimo iz telesa oziroma iz gibanja stabilizatore telesa, se pravi trup, trebuh in pa križ. Se pravi kor, naš je tukaj popolnoma neaktiven. Kaj bi mogli trenirati. Bravo, kaj bi mogli biti najmočneje, v bistvu rečemo nedeli. Ošibimo, točno tako. In to je pač zdaj, je pa res dejansko zelo, zelo težka in zelo učinkovita vaja,
Prej si rekel, da se six-pack dela z deadliftom, kar se popolnoma strinjam, ampak je pa treba imeti kar nekaj, bom rekel, predznanja za to, da lahko začnemo deadlift delati učinkovito. Zanimivo je pri deadliftu, da mene so vedno bolele stranske trebušne mišice, pa čist naš drugega. Samo stranske in sem bil zadihan, tako zanimiv, da vsak pač tist, kar imaš voh. Tako, absolutno se bo tukaj aktiviral in pri tebi je bilo to žal na tvojem hrbtu, upam, da ga boš dobro zrihtal. Hvala. Pejmo naprej, pejmo mogar pogledati še overhead bar press. Tudi zelo dobra, kompleksna vaja za vse, ki hočejo imeti lepa, široka ramena. Se mi zdi, da res ena boljših vaj, ampak spet tukaj tudi hrbet in križ zelo trpita. Ja. Pa tudi, hvala. Tudi recimo tale dotična izvedba je zelo redko videna v fitnessu. Ali delamo recimo, ali se dela v stoje ponovadi, ali pa pač na klopci z ročkami. Jaz ne vem, če sem že kdaj sploh videl delati tole vaje tako, razen če v Arnoldovih časih, Pumping Iron, oni so delali na tak način, Luferin, Arnold in tako naprej. Vsakemu čas, da je tudi skole šel dvigovati. Jaz sem raj delal to v stoje, zato da sem lahko momentoma uporabljal, ampak to je golfanje. Tukaj vidimo, da je to narejeno tako, kot treba. Tako. Izredno kvalitetna vaja, izredno koristna za razvoj zgornjega dela telesa in seveda tudi trupa, križ pa trebuh, ampak zato bi mogoče res bilo še bolj smiselno delati to v stoje. Ja, sploh da bi se core oziroma six-pack vključil. Pa imaš dejansko vajo, ko vključuje pol telesa. To je zdaj tretjina mogoče. Ampak res, drugače pa zelo lepo izvedeno. Ja, to je lepo. Zdaj imamo pa eno, ki je pa malo bolj mogoče ne toliko kompleksna, pa mogoče manj mišic vključuje, ampak še vedno ena unih vaj, ki jo vsi delajo, bench press, si lahko še pogledamo. Precej precenjena vaja. Precenjena, absolutno. Pa zanimivo, da vključuje tudi biceps, ki marsikdo ne ve, ampak tudi zelo, zelo dober biceps zaboli včasih. Ko se že reče temu prijemu dead grip, a ni tako? Ta je grip, da se v bistvu najlažje poškoduješ, ker ti navaruje palc, ne? Aha, da ga dobiš na prsa, tako naprimer Jay Cutler veliko treniral, sam, če nimaš neke izkušenje, verjetno to ful velika napaka, ker lahko sam pade na te. Jaz osebno nikoli ne uporabljam tega prijema, rajš pač stisnem pest, pa vedno skušam imeti komolc poravnan z zapestjem, se pravi, da ni zapestje v tem ekscesivnem iztegu, ampak da ga pač skušam imeti, tako kot recimo jaz vedno stranki rečem, če boš koga udaril, ga boš udaril z poravnanim zapestjem, ne boš ga šel takole udarjati, ker se boš poškodoval. Nisto je takole, pa če imamo 80-100 kg na zapestju, na ta način se mi zdi pač recept za katastrofo. Na dolgi rok. Pride do poškodb. Tako, ali pa saj do poškodbe, če že nekaj več. Tako se pa lepo poveže, če daš tukaj na dangli dejansko čist do rane. Tako. Se strinjam.
Ja, videli smo 3 vaje. Zdaj, tako, če bi čisto naučil rekel, kaj je pomembno, da naredimo, ne vem, 1 serijo, 2 serije, 3 serije, koliko ponovitev, to so res kompleksne vaje. Ne? Tukaj ne moramo delati 20 ponovitev, verjetno, ker to je res exhausting. Ne? Kaj bi bil na prvi recept za nekoga, ki dela mišično maso? Progressive overload. Sprav, piramidni sistem treninga je še vedno tisto, kar za moje pojme velja, ki je veljal že desetletja, se pravi 12, 10, 8, 6. Povečujemo kilažo, zmanjšujemo število ponovitev. To je tisto, pri čemer ne moremo zgrešiti. Ne? Ma pa spet vsak človek svoj pristop. Jaz osebno recimo rad delam po 10, 12 ali celo več ponovitev, se fokusiram bolj na manjšo težo, tako več pumpa, več tehnike, več, bom rekel, počasi dol, hitro gor, ne? Tega negativnega dražljaja, da je več. Zdaj mogoče imaš ti kakšno drugo izkušnjo, ne vem, jaz tudi zadnje 2 leti najraje treniram to piramidno 12, 10, 8, ampak v preteklosti, ko sem veliko več delal z lastno težo, to so bili super seti, giant seti, tam je bilo pa volumna veliko več. Mislim, da je ful enih načinov, kako lahko ti mišico zadaneš. Naprimer, jaz 2 leti nazaj sem treniral 2-krat na dan in v bistvu, da sem lahko toliko treniral, nisem smel iti toliko heavy, sem pa delal 4x15, 4x20. A ne, kar pa se mi zdi, da je druga stran tega, da pridobivaš mišično maso. Eno je, kot si rekel, ti poškoduješ mišico. Ampak kaj je v bistvu pump? Pump je to, da kri pride v mišico. Kaj je v krvi? Nutrienti. In ti hraniš mišico, ne? To je v bistvu reakcija mišice. Tako da ful je načinov, meni je volumen ful všeč, lahko imaš tudi bolj heavy, kar je naprimer piramida, super za to, ampak ja, to je tako. Milijon načinov, da treniraš. Jaz edino, kar ne bi svetoval začetnikom, je nek trening za moč, se pravi tisto od 1 do 5 ponovitev, pa zelo velike pauze, pač to zagotovo ni čas, kjer bi začetnik se učil z zelo veliko težo učiti dvigovanje uteži. Vse ostalo anything goes, dokler imamo kontrolo nad gibanjem, pa nad težo, katero dvigujemo. Ok, se pravi, nekje začeti 10-12, pa potem počasi poznavati teže, iti proti 6-8, včasih 4 nares ponovitve, res težke, ampak še vedno imeti nadzor nad mišico, kvalitetno dvigant, kvalitetno zategant in potem se kvalitetno nahraniti. In ustvarjati ta mind muscle connection. Tako. Ok, gremo zdaj na hrano, ne? Hrana za tistega, ki hoče pridobiti na mišični masi, a je pomembna, koliko je pomembna in zakaj je pomembna? Kar izvolim. Seveda je pomembna, prehrana je absolutno pomembna, to je naše gorivo. Zdaj ne bi rekel, da je specifično za tistega, ki hoče dobiti na mišični masi, ampak da je to pomembno za vse, ki se hoče dobro počutiti, dobro izgledati, dobro delati stvari, ki tudi mogoče niso samo fitness. Jaz verjamem, če preden zaspiš, poješ pol kile čipsa, da se boš veliko slab zbudil, kot če ne ješ naprimer 1 uro pred spanjem, pa si prej imel en zdrav obrok. To je zdaj en primer. Zdaj specifično za mišično maso iščemo čiste vire, pomeni beljakovin, ogljikovih hidratov pa maščob, more pa se potem pač logično pojesti več beljakovin, zato ker rabijo mišice, da se popravijo. Ok, ampak ti ne vem, imaš 100 kil, ki jih imaš, ne vem, verjetno 80-90 kil, koliko imaš kil? 100 kil imaš. No, kaj je tvoj tipičen obrok za enega, ki ima 100 kil? Ti jih imaš pa 120, ne? Ja, če ne grem kakati. Ja. Ok. Se pravi, kaj je tipičen obrok? A veš to, da si človek predstavlja, kaj mora pojesti, ker to je dosti pomembno. Ne reče, jaz sem dosti pojedel, ne, pa mislim, da dosti pojedel, ampak ni. Kaj je tipičen obrok? Jaz ciljam tam. Ful odvisen, jaz imam ful službo, letim gor pa dol, kdaj ni časa za jesti, ampak ko se posvetim fitnessu, 4 obroke minimum na dan. Ne. Dan ponovadi začnem brez ogljikovih hidratov, to se mi zdi najbolj fajn zato, da jih dejansko telo nima, more se obrniti na druge zaloge, kar so potem ponavadi maščobe, pomeni kakšna jajca, ponovadi 4 jajca, potem pa en beljak zraven, zelenjava tako za volumen. Drugi obrok ima že ogljikove hidrate, to je verjetno pre-workout meal, kakšni oseni kosmiči, merca whey, proteini.si proteinov, pa še kakšen kos sadja, banana. Koliko kosmičev? Ful je pomemben to, ker en bo dal 5 žlic. Bi rekel 70 do 100 gramov. Se pravi 10 žlic kosmičev. Kaj pa recimo, če smem se upravičujem, ampak to je zelo, zelo nekonvencionalen pristop recimo k pridobivanju mišične mase. Kaj pa to, ko vsi zagovarjamo tezo, recimo 4 do 5 gramov ogljikovih hidratov na kilogram telesne teže, to je zelo težko dobiti, če nima zajtrka, ki vsebuje ogljikovih hidrate. Jaz tukaj gledam na inzulin, pomeni s tem, da ti začneš dan, ti imaš inzulin na 0, kar pomeni, da dejansko karkoli boš ti dal v telesu,
on bo takoj dvignil inzulin, sploh če je to sladkor. Sladkor dvigne inzulin, maščobe ga načeloma čisto malo dvignejo. Ne? In potem boljši, ko imaš ta inzulin resistance, pomeni, koliko si ti odporen na inzulin, potem, ko boš dal ti ugljikove hidrate vase, bojo vedeli, kam iti. Potem, veš, ti se zjutraj zbudiš, počival si 8 ur, tvoj telo se ne počuti, da mora iti nekaj narediti. Ko pa ti že si v pogonu, imaš ta fokus, zato ker nisi jedel ugljikovih hidratov zjutraj, ko poješ ugljikove hidrate, bojo šli točno tja, kam morajo iti. Zanimiv pristop. To sem jaz, en car backloading, sem eno knjigo bral, ki govori točno o tem, tako da ja, inzulin resistant zjutraj si prav, si najbolj si občutljiv na inzulin zjutraj, najmanj pa zvečer. In če zamenjaš te dve zadeve, ne, da zjutraj beljakovine ješ, pa zvečer hidrate, v bistvu telesu daš točno tist, kar mu najmanj škodi. Pa še dobro zaspiš po zvečer. Ja, tako da probi enkrat. Ne, recimo meni osebno trenutno najbolj paše intermittent fasting. Recimo 16-8. Dokdaj ne ješ? Načeloma skušam tako, da pojem samo 2 obroka na dan. Začnem, jaz itak ne jem nekjer do 12, enih ne jem ničesar, treniram na prazen želodec, ali je to trening za mišično maso ali kardio, pač vedno imam 2 treninga na dan. Tako da v bistvu potem moj prvi obrok je kosilo, kjer so pač hidrati, maščobe in vse, bom rekel kar navaden, normalen obrok, seveda s poudarkom na beljakovinah, ampak potem mogoče pojem vmes kakšno ploščico in čez večer neko večerjo in to je to. To meni osebno po 25 letih diet najbolj ustreza. Tako, ampak tukaj smo videli eno stvar. Tako. Ni enega recepta za vse. Moramo spoznati človeka, da vidimo, kakšen ima metabolizem in da se lahko prilagodimo stranki oziroma klientu, ne, da dobi tisto, kar mora dobiti za cilj, ki ga želi. Ne? Je pa na nek uč, pač, ki se že več desetletij govori, za pridobivanje mase, se pravi 4 do 5 gramov ogljikovih hidratov na kilogram telesne teže, 2 do 2,5 grama beljakovin, pa nekje 0,5, 0,6, 0,7 grama maščobe, če si sestavljamo jedilnike. Tako nekako naj bi prišli čez, zato da lahko zaužijemo dovolj kalorij čez dan. Ni pa to seveda pravilo, ampak veliko se o tem govorili in veliko knjig še vedno podpira to tezo. Ne? Ja, no, zelo zanimiva debata je med vama. Ful mi je všeč to, da sta različnih mnenj, zato ker edin tako lahko rastemo in to se mi zdi, da je ključ do tega, da vsak dan, ko zvemo nekaj novega, lahko probamo nekaj novega in se tudi telo drugače odziva, tako da če boš ti probal njegov jedilnik, on pa tvojega bo spet sprememba in to je dobro. Je pa res, da en Andrej ima 100 kg, drug Andrej ima 120 kg, malo težko govorimo tukaj zdaj, da je vajna prehrana recept do nekoga, ki pride s 50-60 kilami, naprimer, jaz sem pa šel v fitness, sem imel 49 kg, in meni je bilo to, kaj en rekel, boš imel 70 kg, sem rekel, to je totalno nemogoče. Ne? In pravzaprav moramo gledati potem iz vidika nekoga, ki prvič pride v fitness, ki se nikoli ni srečal z utežmi in potem tudi nikoli ni veliko jedel, ker normalno nekdo, ki nima veliko mišične mase, se vidi, da ni jedel veliko. Se pravi, da moramo se prilagoditi temu. Absolutno je recept do tega, da se dobro trenira, veliko je in da se potem doda dodatke, zato ker tisti, ki ne morajo jesti, je prav, da jim pomagamo z dodatki. Zdaj vidva verjetno sta probala kakšne dodatke. Kaj je number one dodatek za tistega, ki hoče dobiti na mišični masi? Whey proteini. Okay. Magnezij. Pa gainer. Whey, magnezij, pa gainer. Okay, zelo dobro. Se pravi, bi dodali beljakovine, dodali bi balzam za telo, da se zmehča, pa gainer zaradi tega, da dobimo malo kaloričnega plusa, kar je najbolj pomembno. Če čisto na grobo pogledamo, tisti, ki hoče dobiti na mišični masi, mora pojesti več, kot porabi in to konkretno več, zato ker mora v bistvu telesu dati še za tisti stres, ki ga je ustvaril na fitnessu. Zdaj, gainer verjeten se spije kdaj? Ti bi ga kdaj spil? Jaz bi ga, če je pač res težko vnesti neke malo večje količine hrane v telo, da se jo prebavi pa poje, ali pa če nimamo časa, recimo, bi gainer pojedel in pred in po treningu. To sem jaz delal, ja. Tako. Ja, ko sem videl, da pač da ne gre drugače. Ja, hrana me je naredila za spanga. Tako, z gainerjem zelo na hitro lahko dobimo 300-400 kalorij, mogoče celo več. Ne? Jaz sem si delal doma narejene gainerje, ki so imeli tudi po 1000 kalorij, pa sem imel med, pa rozine, pa banane, pa jajca, pa proteine, pa celo olje, MCT olje sem uporabljal, ne? A ne? Tako da pristopov je več, ampak bom rekel, da on se že v
v proteini.si pač spletni trgovini ali pa v fizični trgovini kupijo zelo dobri, kvalitetni in izredno okusni gainerji, ki imajo že vse v enem, tako da ne rabite mešati neki doma. Ja, včasih smo mogli mešati. Tako, včasih tam se pa to. Par merc pa zmešaš, ne? Tako. Zanimivo mi je pri tebi, da nimaš gainerja, ne? Jaz nikoli nisem maral gainerjev. Zdi se mi, da je preveč. A si ga narediš? Naredim pa sam, ja. Jaz mislim teh praškov dejansko. Zdi se mi, da ima preveliko osebno sladkorja, primerjavi s tem, kar lahko doma narediš, pa ne vidim razloga, zakaj bi raj dejansko, dobro, to je zdaj cela debata, sploh na splošno o proteinih, ampak zdi se mi ful bolj smiselno, če že piješ pač ti proteine, dodaj ti temu naravna živila in tako dobiš tak kaloričen bump, ne. Ti v izi dodaš merca proteinov, 300 ml mleka, žlica rešidovega masla, banana, par brusnic, pa je dejansko nekako isto, če bi gainer spil. Mislim, ni isto pač. Po kalorijah, če bi tako nekako skombiniral, ne. Se strinjam, ampak eni absolutno ne morejo toliko pojesti ali pa prebaviti. Veš, imajo len želodec, ne, in to je ful dober, naprimer, da imaš ti res čim bolj lahek gainer z veliko ogljikovih hidratov, pa veliko kalorično vrednostjo, pa tudi z dobrim beljakovinam, da ne obremenjuje želodca, pa spremembe v energijo v telesu. Ampak kaj so te kalorije? To so simpel sladkorji, ne? Meni je to sladkor. Če gledamo, da je sladkor kot sladkor, tudi gorivo, se pravi, vsak ogljikov hidrat spremeni na koncu v sladkor v telesu. To imam prav. Tako, to je res. Zdaj, tako. Samo kaj hočeš narediti, če je cilj mišična masa, potem pridemo v fitness, čim bolj nalovdani z ogljikovimi hidrati, z malo beljakovinam, ki jih rabimo za majčkeno regeneracije, če dodamo BCAA, ki jim damo telesu še toliko več. Glutamin. Glutamin. Ampak, če tako pogledamo, je lažji z dodatkom, kakor s to hrane, ki si ti rekel. Jaz to, kar si ti rekel, spoštujem, ampak čez moj želodec to ne bi šlo. Ko bi se vlegel na treningu, na bench, bi verjetno zaspal. Moš mi zelo dober želodec, zato da dodaš to čez. Zato jaz tega ne bi pred treningom. Jaz bi to pred spanjem. Okay, poješ vse svoje obroke, ko vsem se mi zdi, da večina kalorij, ki jih zaužijaš, mora biti iz prave hrane. Pomeni ne iz praškov, ne iz proteinskih čokoladic, ne iz teh stvari, prava hrana. To je. Tako. In zato je ta shake pred spanjem. Kaj pa po treningu? Po treningu bi pa dal kakšen kos sadja, verjetno kakšen res simpel sladkor, tukaj kakšen sadje izberem, kot naprimer brusnice, pa mogoče jabolk, pa 6 merca proteinov. Čist premalo kalorij, čist premalo ogljikovih hidratov. To zdaj govorimo takoj po treningu, ampak pol obrok. V roku 1 ure imaš ti obrok. Razumem. Tako. Ampak ko si ti beljakovine porabil za glikogen na filatrih pomišljati. Ampak to je zelo drag vir energije. Ja. Ti je bož, da bi mu dal 50 gramov ogljikovih hidratov, napolniš glikogenske rezerve, potem daš pa beljakovine, še boljš bi bilo, da najprej daš ogljikove hidrate, inzulin se sprosti, potem daš noter aminokisline naredijo dobro bazo za beljakovine, potem daš pa beljakovine in šele potem daš obrok. Zatem, jaz ti naredil bazo. V bistvu jaz imam tako, poješ ta vir ogljikovih hidratov, sadje, čakaš 5 minut pa spiješ shake. Tako jaz delam. Okay. Potem pa v roku 1 ure obrok, ne. Super, bomo enkrat to probali, ampak bi bilo fajn, da bi ti probil ta način, da bi videl, kako se ti telo odziva, ker telesu da točno takrat tisto, kar rabi, pripelje do boljšega rezultata. To pa itak se strinjam. Bi bilo smiselno probati, no, me zanima, če bi kdaj hotel probati, rade vole sestavimo pa naredimo tako, da bo v bistvu vse takrat, ko mora biti. Pa dejstvo je tudi neki to, ne, da pač mi, če zaužijemo neki, recimo gainer, ki ga zmešamo z vodo, dobimo to, vsa ta hraniva že v roku 20 minut v kri, a ne, če pa pač jemo hrano, ki jo pač telo prebavlja, lahko več ur se pač izognemo oziroma ne izkoristimo tega anabolnega okna, a ne, se pravi te pač happy hour, jaz temu rečem, kjer si lahko privoščimo po treningu, da zažijemo ravno pač vse, kar si zaželimo, ker bo šlo vse v glikogen, v jedra, po mišice in takrat je res moje osebno mnenje najboljši vir energije so neki enostavni hidrati v kombinaciji z beljakovinami. Ja, ampak super, ko smo že danes večkrat ugotovili, vsak ima svoje pač tako, ja. Ja, in pol je tako, ne, če pogledamo gainer, sam po sebi po treningu, ne, je lahko zelo dobro sestavljen, se pravi, vemo, da point gainerja je, da dobimo po treningu čim več hranil, tako. Čim bolj preprostih, da pridejo čez žločno steno, da čim prej pridejo v kri in da nas nahranijo, da dobimo
tisti kaloričen manko, ki smo ga ustvarjali na treningu, noter ali še več. Ponavadi je bolj še več. Če pogledaš, jaz sem jo doskrat števc, pa sem rekel, 400 kalorij sem porabil, 600 jih moram pojesti, ne moram manj. Ne? Ja. Ampak z generom je to veliko lažje, kot s hrano, ki ti pol obleži v želodcu. Tako da tukaj, a lahko gener predoziramo? Sta se vam že kdaj zgodilo, da sta gener si, ne vem, sta ga dala preveč, ali pa da je kdo kaj rekel, ali pa kaj tazga? Definitivno je pri začetnikih lahko hitro predoziramo, ker enostavno nimajo te toliko mišične mase, da bi lahko vsa ta hranila pač povlekali in po nepotrebnem obremenjujemo ledvice. Okay, to je dejstvo. Pač se mi zdi, da je treba postopoma, tako kot pri vsaki drugi, tako kot pri mišicah, se je treba tudi postopoma navajati na procesirano hrano oziroma pač na te dodatke, ki so precej bolj koncentrirani, kot je recimo navadna hrana in da lahko pač več škode kot koristi. Pač tukaj ni več, je več, ampak lahko je več, je manj. No. Tukaj res velja. Sploh zaradi inzulina se mi zdi nekaj. Če ti spiješ 3-4 te skupaj, insulin gre. Kaj da si daš direkt žilo sladkor, dobesedno. Veš kaj, dosti je neizobraženih, ne obrnejo labela okrog, pa rečejo 600 kalorij. Se pravi, pico nikoli nisi stresel usta, pa jo kar naenkrat pogoltno. Pico ješ 20 minut ali pa pol ure včasih, Gainer spijo po 5 minutah, pa ti začnejo lase po koncu stati, pa malo ti inzulin začne dogajati, ne veš, kaj se dogaja. In zato jaz tudi vedno rečem, da ga po požirkih pi. Če pico ješ 20 minut od Gainer, vzam si čas, spi ga polovico zdaj, pa polovico po požirkih, počas. Pa še posebej, če to ni kvaliteten Gainer, ki ima recimo veliko sladkorjev. Ja, poznamo tudi to, da če pogledaš, so kvalitetni Gainerji, pa nekvalitetni Gainerji, ampak še vedno na koncu je Gainer, dobra izbira za to, da ga lahko spijemo, ampak da ni preveč cukra. Enega dobro prenašajo sladkor, če tako pogledamo. Tisti, ki imajo težave s tem, ne zberejo magar Gainer, ki ima več maltodekstrina, več kompleksnih hidratov, ali ne si ga pa sami naredijo, ne vem, kosmiče, whey, tako kot imaš ti, imaš sadje in tako naprej, si ga narediš. Konkretno hrano, tako bi si ti rekel. Tako da to se mi zdi ful pomemben. Je pa ena stvar, ki bi jaz vedno rad dodal Gainer, ker zame je Gainer, ki nima kreatina, ni Gainer, tak sem. Gainer, ki bi dal kreatin noter, pa malo glutamina, bi lahko naredil tako super mešanco za celično energijo, za imunski sistem, želodec, naprimer, glutamin je ful dober za želodčne težave in nasplošno za želodec, imunski sistem, razkisljuje in tako naprej. Tako da če bi mi sestavljali Gainer, bi ga verjetno naredili ultimativnega, ampak je prav, da si vsak sam malo meša. Tako, pa še vedno je boljš imeti recimo izbiro, da ni vse v enem, da si lahko pač dodajamo stvari, recimo Gainer naj pač ostane recimo kvalitetni ogljikovi hidrati pa proteini, pa dodajamo zraven kreatin, glutamin, recimo kakšne BCA-jke tudi. To je zelo smiselno in je dobro, da imamo pač možnost izbire, da imamo to več različnih pakiranj, pa si vsak doda po meri pač po tem, koliko pač potrebuje. Ja, se strinjam, zato ker naprimer jaz ne smem to kreatina imeti, ker sem ledvični bolnik že od rojstva in če bi bil pač v vseh proteinih, jaz ne bi smel proteinov imeti. Ja, to je dobro. Primer. Ja, dejansko ali ga vzemaš, ali ga pa ne. Če bi pa noter posod, ga pa ne moreš. Je pa tudi fora, da sem videl ne pri nas, ampak pri kakšnih drugih takih športnih znamkah, da velikokrat naredijo te proteine in piše, da imaš vse noter. Ampak vse je premalo dozirano. Ti kreatina na dan rabiš minimum 5 gramov, tam je pa 2 grama, kva moram jaz. 2,5 merci vaših proteinov spi, da ga dobim dovolj. Pa če ga posebej dodaš, imaš pa zdaj 7,5 gramov, a je zdaj to preveč? Ne bo to ločeno. Kakor proteini.si. Ja, zanimiv je, da tako, da si lahko ko si sam namešaš, si namešaš tako, kot si hočeš. In to je tisto, kar je prav, ker noben ni enak. Tako kot ti, naprimer, kreatin, naprimer, ne, on jaz bi ga, naprimer, lahko še več, ko sem vegetarijanc, ko smo tako v pomanjkanju. Tako da, super. Pa moramo prosto prekiniti, ampak moramo tudi nekaj vedeti, da začetniki so si tudi različni v fitnessu. Lahko je nekdo, ki ima 120, 130 kg, pa en, ki ima 50 kg, prijeta oba v fitnessu, oba začetnika. Se pravi, ni nekega univerzalnega pravila, bo mogel kljub vsemu tisti, ki ima več kilogramov, čeprav ima več maščobe in vsega, bo mogel vseeno več vseh teh makron živil pojesti, kakor pa nekdo, ki ima recimo 50 kg. Pa smo pri letih, en, ki ima 40 let, pa en, ki ima 20, ki ima čisto drugačen metabolizem. Tako da vsak, ki začne, bi se mogel najprej v bistvu posvetovati z nekom, glede kil, se pravi, koliko bo dvignil, kaj bo jedel, po kjer dodatno. Program treninga recimo, jedilnik, da se napiše, da se vse preračunati, pa da tudi človeka izobrazimo v tem smislu, da razume, zakaj mora jesti nekaj, ob katerem času, zakaj toliko, zakaj ne tega in tako naprej.
Ja, to je zelo pomembno. Vsem pa mislim, da pri začetnikih ne smemo takoj ciljati na to, da bo oni potem samo v fitness hodili. Pa kaj tazga, ne? Jaz, naprimer, moj princip je bil vedno tak, da jih ne silam iti v fitness. Nočeš iti v fitness? Ok, pojdi v hribe. Ne moreš v hribe zmatrati, si pojdi na 1 uren sprehod. Vse to je športna vadba in se mi zdi, da če mi gledalcem povemo, zdaj moraš tako jesti, zdaj moraš tako trenirati, ti moraš pojesti toliko pa toliko beljakovin. Je bi rekel, probi vsak dan biti boljši. Boljši v smislu preostani z posle, boljši v smislu parkiri dlje v trgovine pa hod, do trgovine, ker to vse dodaja korake. Pa 5 po stopnicah. Ja, pa 5 po stopnicah, primer, ne. Ja. Pa 5 v fitness na mesec, enkrat na teden, 2krat na teden, že to je progres, ne. Tako da mislim, da jih ne smemo preveč na to, da to moraš, ampak try to do better every day. Ja, jaz se strinjam tukaj, samo še dodal bi, počni vse to zraven fitnessa. Ja, tako. Ja, veš kaj, ti si poseben primer, ker zate fitness tvoj dom. Tako da tako. Jaz bom zaključil čistko, no. Zdaj sem od Andreja tukaj, ker se je razvila čudovita debata. Vsak začetek je težek, kar je najbolj pomemben je, da smo konstantni, da dobro jemo, da dobro treniramo, da dodamo dodatke tiste, ki jih telo rabi, da so kvalitetni in da delamo na tem, da smo vsak dan zdravi in da se dobro počutimo, ker edini taki smo lahko srečni. Tako da pejmo srečni naprej. Tako, najlepša hvala za povabilo, pa let's go, champ! Tako, hvala lepa. Hvala tudi. Se vidimo. Vrhunsko. Važi.